naše in naša bo letos pomlad. Prišla bo tako, kot prišla je enkrat, a vendar drugače. Zato bo to leto le naše in naša bo letos pomlad. Letošnje leto mineva 75 let od ustanovitve OF. To je 75 naših pomladi. 75 pomladi pod praporom partizanstva. Pod praporom, ki je branil naš narod in človeško dostojanstvo. Zadovoljstvo mi je, da lahko ob tej pomembni obletnici na slavnostni seji ob dnevu upora proti okupatorju pozdravim častnega predsednika Zveze združenborcev za vrednote NOB Slovenije, tovariša Janeza Stanovnika. Predsednika Zveze združenborcev za vrednote NOB Slovenije, tovariša Tika Turnška. Današnjega slavnostnega govornika, dr. Matjaža Kmecla. Člane predsedstva Zveze in člane sveta Zveze, predsednike pokrajinskih svetov, člane koordinacijskih odborov, enot in služb Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije ter žrtev vojnega nasilja ter člane odbora za priznanje. Lepo pozdravljam tudi vse dosedanje in letošnje dobitnike zlatih plaket in vse dosedanje prejemnike in letošnje prejemnike listin Zveze borcev. Lepo pozdravljeni tudi člani koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Skratka, pozdravljeni vsi vi, ki vam besede, kot so svoboda, čast in ljubezen do domovine nekaj pomenijo. In naj vas sedaj z uporno partizansko pesmijo pozdravijo še člani partizanskega pevskega zbora pod vodstvom profesorja Franca Gornika. Naša vojska. Ljubljana zajeta je v žico bodečo. V gorah je rešitev pred smrtjo in ječo. Samo v gorah je svoboda. Na vsakem voglu glej pisano skredo kot kemično formulo novo besedo. OF. In praskajo črke in belijo vogle, a spet se pokaže. In pokajo krogle ob belem dnevu po cestah.
In 1. maja so ceste rdeče, od zvezd in zastavic in cvetja in sreče in od krvi prelite. Izdajnik pade iznenada, mar je OF podzemeljska vlada. OF! 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 OF nas druži, OF nas brani, OF neznance v hipu seznani, OF je zvestoba med nami. OF je zapisano v srcih, v očeh in med žico bodečo na svojih smo tleh in v duši, svobodni ko v gori. Na današnji dan pred 75 leti so v Ljubljani potekale priprave na skrivni sestanek, na katerem je bila ustanovljena Osvobodilna fronta. Ta sestanek je pomenil uradni začetek upora proti okupatorju in narodno-osvobodilnega boja. Ob današnji pomembni obletnici in slavnostni seji k pozdravnemu nagovoru vabim tovariša Tita Turnška, predsednika Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki ohranja živ spomin na OF in narodno-osvobodilni boj tudi v današnjem času. En aplavz. Spoštovani gostje, Drago Vitenc, predsednik Zveze društev in klubov Moris, Bruna Olenik, podpredsednica društva Tiger, Vladimir Pegan, generalni sekretar Zveze vojnih invalidov Slovenije, Miha Pogačnik, tajnik društva Tiger Primorske, Anton Povze, generalni sekretar društva Sever, ostali gostje, tovarišice in tovariši. Pravzaprav je pesem Otona Župančiča OF povedala vse. Povedala je, da je bila OF, kot je nekoč zapisal naš častni predsednik Janez Stanovnik, slovenski narod. To je bilo oboroženo ljudstvo. In OF se je rodila globoko v duši našega naroda, iz ponižanja in razžaljenja ob okupaciji. Kaj dosti več pa ne moram povedati o tem, ker bomo veliko še slišali. Toda danes praznujemo 75 in 25-letnico tudi osamosvojitve Slovenije. Takrat, pred 25 leti, bi tega dogodka ne bilo, če ne bi bilo onega pred 75 leti. Oba sta tesno povezana. Obakrat je bil narod enoten in branili smo svojo čast in svobodo. Hvala. Svobode naše jabolko se zlato nam zakotalilo je kri in blato. In preden spet zasije v čisti slavi, vsi bomo blatni, ah, in vsi krvavi. Drugi
Osvobodilna fronta, izvor partizanstva, ni bila koalicija političnih strank in enako mislečih, temveč organizacija, v katero so vstopili enako čuteči, srčni, pogumni in odgovorni posamezniki. Upor je privrel iz globin njihove duše, iz srca. Ubranili so vrednote, v katere so verjeli in nam omogočili življenje, ki ga živimo danes. K slavnostnemu nagovoru vabim srčnega in družbeno odgovornega posameznika, ki bije spopade našega časa, doktorja Matjaža Kmecla. Drage in spoštovane tovarišice in tovariši, danes praznujemo 75 let, ko smo leta 1941 imeli takšne ljudi, takšno generacijo, ki si je upala, ko si skoraj da nihče v Evropi ni upal. Samo Britanci na svojem utrjenem otoku in Sovjetska zveza z velikanskimi azijskimi prostranstvi in mi, z OF, skoraj nihče drug. Toda ob tem sem predvsem prepričan, seveda, da nas vseh 40.000 članov naše organizacije druži predvsem odgovornost za prihodnost, ob pogledu seveda na preteklost. Zelo nas skrbi, kakšen svet in kakšno domovino bomo zapustili prihodnjim rodovom. Naši so prav tako, kot so bili naši starši in naši starši. Pri tem imamo ves čas v mislih program Osvobodilne fronte, ki je znal v najbolj surovem in tveganem zgodovinskem trenutku povzeti 100-letno slovensko izkušnjo v jasno usmeritev, ki je v tej ali oni obliki seveda vsi poznamo. Nikoga drugega ni, ki bi bil za našo usodo odgovornejši od nas samih Slovencev. Zato je tudi takoj po okupaciji na vseh koncih naše domovine, kot naš častni predsednik rad poudarja, zagorel vseljudski upor. Vnaprej bil je oblika spontane in množične odgovornosti, ki jo je potem skupina vodilnih izobražencev v noči med 26. in 27. aprilom povzela v znani program. Njegov temeljni kamen je zaobsežen v besedi svoboda, zato osvobodilna fronta. In fronta kot njena demokratična, uporna vseljudskost. Svoboda, zdaj pa malo profesorsko, je ena najstarejših slovensko-slovanskih besed in označuje to, da si sam svoj gospod, človek, ki sam gospodari svojo usodo, da nisi hlapec, sluga, sužen, packač, ostriženo bitje, kot to imenuje praindoevropski pomenski vir. Hlapce strižejo nekdaj, da niso bili ušivi in da se je že oddaleč videlo, kdo je sluga, danes jim sproti poberijo hlapcem vse, kar ustvarijo. Zadnji, tako imenovani panamski dogodki, govorijo o tem več kot zgovorno. 1941. Smo bili jasno in glasno obsojeni, da nas ostrižejo vsega, celo golega obstoja, kar si je lahko privoščil samo skrajno razčlovečeni imperializem. Zato tudi različica prvotnega poimenovanja za Osvobodilno fronto, kar nekatere tako zelo moti, protiimperialistična fronta. Že dotlej so nas pač Slovence uničevali po kosi, kako je padlo v kakšno imperialistično glavo in njene račune. Slovensko Koroško za Karavankami in Primorsko v najširšem pomenu besede so preprosto zabarantali veliki, kar pomeni močnejši in brezobzirnejši. Po 1918, ko smo se izlizali iz objema Habsburškega cesarstva, smo bili zato samo še oštrcana, ostrižena, invalidna narodna skupnost. Malo kasneje celo samo še banovinska provinca, neke kraljevine, z globoko zasekanimi in bolečimi ranami. Tako da je celo pesnik Župančič, kot sicer mehka duša in vendar velika in občutljiva moralna avtoriteta, takrat govoril o slovenski narodni politiki kot največji blamaži.
Prav zato je množična odločitev za svobodo, osvobodilna fronta leta 1941 vredna največjega spoštovanja. Morala bi biti zvezda vodnica, četudi rdeča, toda druge v tistem zagatnem času sploh ni bilo. Vodnica, ki nam kaže pot do našega novega rojstva in smisla. Eden od ideologov NOB, znani Edvard Kozlek, je v tej zvezi uporabljal besedo narodna revolucija in mu je to pomenilo popolno narodno preobrazbo, prerod iz naroda hlapcev v narod osvobodilnih in svobodnih osvobojenih ljudi. Danes, živimo v sistemu, ki mu je svoboda v takšnem pomenu skoraj da nerazumljiva. Današnji svet ima z njo same težave. Svoboda se je sprevrgla v svobodo trgovanja in ta v svobodo lakomnosti, v svobodo kroženja kapitala, prosto trgovinske sporazume, nič človeškega. Nesrečne begunske množice z Bližnjega vzhoda, okrog katerih se tako zelo prepiramo, so eden od plodov takšne popolne človeške opustošenosti, ki ga je v njihovem predelu sveta povzročila pogoltnost naftnega kapitala. Borci za vrednote slovenskega narodno-osvobodilnega boja smo se s posebno izjavo zavzeli zanje. Pravi krivci za to človeško katastrofo pa nas hkrati vse hinavsko poučujejo vso humanistično Evropo o humanizmu in zraven za povrh storijo prav vse, da tistim manj kot 70 milijarderjem, 70 in špekulantom, ki sproti kasirajo polovico ustvarjene vrednosti vsega človeštva, še bolj lajšajo raboto. Talec pri tem pa ni niti več samo človeštvo z naglo prastočo revščino, temveč zdaj tudi že planet v svoji končnosti, saj ga ni mogoče izčrpavati v nedogled. Enkrat ga bo na ta način konec. Te begunske množice pred našimi vrati so samo napovedno opozorilo takega konca. Žal se torej za takšno svobodo skriva največja norost človeštva. Nova svoboda je seveda vesoljsko daleč od svobode nekdanjih partizanskih upornikov, ki jo imamo v svojem programu in delovanju zapisano tudi mi in ki jo danes tudi praznujemo. Praznujemo pripadnost svobodnosti nestrankarske domovine. Domovina je ena na vsem dodeljena, pravi pesnik, ki se potem prepira z te njegove verze. Domovine in človečnosti slehernika, zagotavljanju njegove sreče. Zato smo pobudniki pakta Zveze proti revščini, pridružujemo se pobudi za varovanje vode kot narodnega bogatstva, smo proti suženskemu delu, ki ga je med nami sramotno, zmeraj več in se množi skupaj množičnimi goljufijami. Upiramo se trgovanju s kulturno dediščino. Prav zdaj poskušajo trgovati celo z bazo 20, ki je enkratni spomenik skoraj noro pogumnega slovenskega upora Hitlerju v svetovnem okviru. Upiramo se velepožrtju vseh tistih milijard, ki so bile nekoč naše skupno imetje. Zdaj pa bi si lahko z njimi, mi vsi skupaj, ustvarili čisto drugačno življenje, če ne bi izginili v zasebnih žepih in črnih luknjah tako imenovanih davčnih oaz. Tam pa pač koristijo vsem drugim razen nam, še najbogatejšim posameznikom in državam. Tudi tisti državi, ki ima samo v Evropi ta čas razmeščenih 62.000 vojakov, da varujejo in stražijo ves ta svetovni red. In vendar ostajamo ob vsem tem optimisti. Sem in tja se nam zgodi tudi kaj nepričakovano lepega. Ni še dolgo tega, in to zgodbo rad ponavljam zadnje čase, ko je šel v najhujši zimi neki škof molit za padle partizane in blagosloviti visoko v gorah kraj, kjer so jih potolkli. Res je to bilo onstran karavank, toda tam je to zaradi znanih zgodovinskih in narodnostnih razmer še odličnejše, še bolj človeško, hrabro dejanje. Temu na vrh je treba dodati, da takrat ni bilo nobenega Hajderjevca blizu, ne prikritega, neodkritega, ki bi delal težave.
Pa ne samo zato, ker bi se mu zaradi zime ne ljubilo, temveč predvsem zato, ker v Angliji velja protinacistična zakonodaja, v Avstriji velja protinacistična zakonodaja, pri nas je ni in se sme. Naj pa v tej zvezi in v tej slovesni obletnici vsaj jaz osebno predlagam še nekaj, s čimer se seveda marsikdo ne bo čisto strinjal, da se vsaj to pot ob komunistih s posebnim spoštovanjem spomnimo krščanskih socialistov. Bili so eden od stebrov slovenskega narodno-osvobodilnega boja. Pod njihovim vodstvom in z njihovim spodbujanjem se je bojevala množica kmečkih fantov in deklet, žena in mož in mnogo študentov. Njihov vodja, Edvard Kozvet, je bil eden najpomembnejših ideologov in aktivistov narodno-osvobodilnega boja. Po vojni pa so ga njegovi bojni tovariši kljub izrecni drugačni zaobljubi v programski izjavi novembra 1941 povsem netovariško odrinili. Po domače povedani, snedli so besedo in o tem tudi daljnosežno načeli izvirno pluralnost Osvobodilne fronte. Pluralnost je izjemno pomemben temelj Osvobodilne fronte. Predvsem kmečki fantje in dekleta z vrstniškimi študenti so že na začetku odpora izbojevali nekaj pomembnih bitk, ki so stale celo marsikatera zamolčane. Bili pa so verni kristjani, zvesti polnovredni in resnični človečnosti, ne zakristijski, mežnarski in s tem tudi domovini. Zato bi bilo prav, da gredo ob tej obletnici na njihove grobove vsi tisti naši člani, ki so enako verujoči ter molijo v njihov spomin in zahvalo. Tako, kot je to storil že prej omenjeni, čeprav ne poimensko, celovško-krški škof Alojz Švarc pod Alihovo pečjo. Takrat je tudi povedal, zakaj je to storil. Ker je pozaba, podaljšana spozaba nad žrtvami in ker pa čas ne zaceli vseh ran. V naši zvezi smo zvesti izvirni pluralnosti Osvobodilne fronte, že zdavnaj po človeško odpustili vsem, ki so jih okupatorji zvabili v tistih surovih in nasilnih časih medse. Čeprav izdaja domovine in lastnih ljudi nikoli v zgodovini civilizacije ni veljala za kaj hudo lepega. Obžalovali smo že nekajkrat tudi katerokoli pobijanje ljudi v kateremkoli političnem imenu. Ne mislimo pa odpustiti, in to tudi zmeraj znova poudarjamo, najbolj prav niče izmed naših 40.000 članov, tistim, ki še danes delajo iz preteklosti umazno politiko, mešajo prihodnost z blatom in nam jo s tem sproti razprodajajo in uničujejo. Največkrat celo z domoljubnimi frazami in zastavami, kot se je zadnje čase na debelo razpaslo. Nocoj bomo postavili mlaje, zakurili bomo krstove in praznovali, da smo imeli 1945 take ponosne, uporne, pogumne in predvsem zveste ljudi. Sjajno se ozreti v zgodovino in jih tam ugledati v njihovi neskončni zvestobi. Cankar je takšne pri nas videl samo še v kmečkih uporih pred stoletji. 1941 pa bi bil zagotovo sam med njimi, kot je bil njegov pesniški tovariš Zupančič. Naj živi izročilo Osvobodilne fronte slovenskega naroda, noben packač, tudi ne takšni, ki se je danes po noči spozabil nad spomnikom v Rožni dolini, ne bo tega nikoli mogel zbrisati se sveta. Živela Osvobodilna fronta. Ne pozabimo, da je pomemben del naroda njegova kultura in pomemben del partizanske kulture je partizanska pesem. Partizanski pevski zbor jo ohranja pri življenju že več kot 70 let, že skoraj celih 75 let, kajti partizanska pesem se je začela razvijati skupaj z Osvobodilno fronto. Partizani v gost gredo.
Mi nismo hoteli sovraštva in kletve, mi nismo hoteli požganih domov, mi nismo hoteli uničene žetve, mi nismo hoteli solza in grobov. Branili smo polja, branili gozdove, branili smo mesta, branili vasi, umirali smo za bodoče rodove, za tiste, ki bodo, ki jih še ni. Naj večno vam sije sonce svobode, naj nikdar vam sreče naj tujec temni. Če kdaj vas bo skušal ukovati v okove, branite svobodo, kot smo jo mi. Nadaljujemo s podeljevanjem zlate plakete Zveze združenborcev, ki jo bo podelil predsednik Tit Turnšek. Vse prejemnike plaket prosimo, da po podelitvi počakajo na odru. Predsedstvo Zveze združenborcev NOB Slovenije je na seji 5. aprila 2016 sprejelo sklep o podelitvi zlate plakete najboljšim krajevnim organizacijam za uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti narodno-osvobodilnega boja, za ugledno uresničevanje vloge združenborcev v svojem okolju in združenju, za ohranjanje številčnosti organizacije s sprejemom novih članov, za skrb za vzdrževanje in urejenost spomenikov in spominskih znamenj na svojem območju. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Zveze združenborcev NOB Predmeja iz Združenja borcev Ajdovščina Vipava. Plaketo bo prevzel Darko Lozan, predsednik.
plaketo prejme krajevna organizacija Zveze borcev NOB Sromlje iz Združenja borcev Brežice. Plaketo bo prevzel Jože Volčnjašer, predsednik. Zveze borcev NOB, Motnik Špitalič iz Združenja borcev Kamnik. Plaketo bo prevzel Jože Keršič, predsednik. Prejme krajevna organizacija Zveze borcev NOB Bertoki iz Združenja borcev Koper. Plaketo bo prevzel predsednik Franc Škarjan. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Zveze borcev NOB Kokrica iz Združenja borcev Kranj. Plaketo bo prevzel predsednik Brane Virant. Brestanica iz Združenja borcev Krško. Plaketo bo prevzel predsednik Jože Banč. Volčina iz Združenja borcev Lenar. Plaketo bo prevzel predsednik Esker Hadžiselimovič. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija za Dobrova Snebarje iz Združenja borcev Ljubljana Moste Polje. Plaketo bo prevzel Vladislav Slugar. Plaketo prejme krajevna organizacija Šefeder pri Gorici iz Združenja borcev Nova Gorica. Plaketo bo prevzel predsednik Zvonko Mavrič.
plaketo prejme krajevna organizacija Zveze borcev NOB Vrtojba iz Združenja borcev Nova Gorica. Plaketo bo prevzel predsednik Istvan Frančišček. Popolnoma neslovesno, ampak mama bi se me odpovedala, ker sem iz njihovih koncev. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Zveze borcev NOB Postojna iz Združenja borcev Postojna. Plaketo bo prevzela predsednica Bruna Olenik. Plaketo prejme krajevna organizacija Zveze borcev Šmartno pri Slovengradcu iz Združenja borcev Slovengradec. Plaketo bo prevzel predsednik Vinko Vrčkovnik. Zveze borcev Kobarid iz Združenja borcev Bovec Kobarid Tolmin. Plaketo bo prevzel predsednik Vojko Hobič. Zveze borcev NOB Črnuče. Plaketo bo prevzel Rudi Vapotič, predsednik. Zlate plakete Zveze združenj borcev posameznikom. Zlato plaketo Zveze za dolgotrajno, predano in uspešno delo v Zvezi borcev in za pomemben prispevek za ohranjanje in promocijo vrednot NOB prejmejo Frančišek Marjan Drašler.
del današnjega druženja podelitev listin Zveze združenborcev za vrednote NOB Slovenija. Predsedstvo Zveze združenborcev za vrednote NOB Slovenije je podelilo listino 3 zaslužnim članom za izredno uspešno in kakovostno uresničevanje programskih usmeritev Zveze, za ohranjanje pridobitev in negovanje vrednot NOB in za njihovo uveljavljanje v družbi. Na seji dne 5.4.2016 je predsedstvo pod predsedstvom Tita Turnška podelilo to najvišje priznanje tovarišu Frančišku Beri z naslednjo obrazložitvijo. Za dolgoletno uspešno vodenje Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica, ki spoštuje tradicije in vrednote NOB in jih zavzeto ohranja. Za dolgoletno dejavno sodelovanje v pokrajinskih povezavah združenborcev in organih zveze. Za javno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti NOB. Za javno humanitarno delovanje, posebno za prizadevanje za obnovo in ohranitev partizanske bolnišnice Jesen na Pohorju. Je predsedstvo pod predsedstvom Tita Turnška podelilo to najvišje priznanje tovarišu Ivu Grobelniku z naslednjo obrazložitvijo. Za dolgoletno vodenje krajevne organizacije Zveze borcev in za zavzeto sodelovanje v drugih dejavnostih Zveze borcev. Za legendarno sodelovanje pri osvoboditvi 127 zapornikov iz Starega Piskra v noči 14. na 15. december 1944 in za organizacijo vsakoletnega spominskega pohoda po poti osvoboditve teh talcev. Za javno promocijo vrednot NOB, med drugim s knjigama Harmonika, Škarje in Stari Pisker in Stari Pisker, Resnica in laži. Za javno humanitarno delovanje. Na seji dne 12.1.2016 je predsedstvo pod predsedstvom Tita Turnška podelilo to najvišje priznanje tovarišici dr. Maci Jogan z naslednjo obrazložitvijo. Za dolgoletno dejavno promocijo vrednot narodno-osvobodilnega boja številnimi članki v javnih medijih in različnih drugih publikacijah. S prav tako številnimi govori na proslavah v spomin na dogodke v NOB ter s predavanji na seminarjih in sodelovanjem na okroglih mizah. Za dolgoletno prizadevno delovanje v predsedstvu in drugih organih zveze. Tovarišico dr. Maco Jogan pa sedaj prosim tudi za nekaj zahvalnih besed, ki jih je pripravila v imenu vseh, ki so prejeli današnja priznanja. Torej, najprej moram povedati, da sem ganjena in zato prosim za minuto, da se zberem in da ne bom jokala. Torej, to bo kmalu mimo. Ganjena sem pa zato, ker sem to častno priznanje dobila v družbi toliko ljudi, moškega in ženskega spola,
da se počutim resnično nekako privilegirana. No in najprej bi se zahvalila v imenu vseh nas, ki tukaj zdaj sedimo. Nas je pravzaprav že kar ena četa, za pobude, da se da ustrezna priznanja tistim ljudem, ki pravzaprav v teh neprijaznih časih nadaljujejo tradicijo narodno-osvobodilnega boja in osvobodilne fronte. No in zdaj bom prešla na tisti delček, ki sem si ga zapisala. Namreč kot sodelujoča desetletja v akademskem izobraževanju sem se vedno držala, da si je treba zlasti v trenutkih, ki so takšni, kot je današnji, pisno pripraviti, zato da nisi ali prekratek ali predolg. No in še to na enih dveh mestih boste ugotovili, da skoraj enako govorim kot akademik dr. Matjaž Knecer. Vam odkrito priznam, da nisva bila v nikakršnih stikih, ne z SMS, ne po telefonu, ne drugače, ampak imava verjetno enako mišljenje. No in zdaj začenjam s tem, kar sem pripravila. Torej, za vse nas, ki smo dobili oziroma dobile visoka priznanja Zveze združenj borcev za vrednote NOB, je to velika čast, ki jo sprejemamo s hvaležnostjo in tudi odgovornostjo. S hvaležnostjo vsem prednikom, svobodoljubnim moškim in ženskam, ki so prisluhnili klicu svobode in se uprli okupatorju v času, ko je bil izid upora neznan. Vsem tistim, ki so osvobodilno fronto sprejeli kot zvezdo vodnico, ki jim je pomagala iskati pravo pot iz uničujočega pekla. Z odgovornostjo do sedanjih in prihodnjih pripadnikov te narodne skupnosti, da jim prenesemo upornega duha, da bodo v sporočilih in vzorih partizanskega boja in množične aktivistične podpore osvobodilne fronte lahko iskali navdih in spodbudo za svoje delovanje v okviru vrednot narodno-osvobodilnega boja. Takratna temeljna vrednotna usmeritev osvobodilne fronte in narodno-osvobodilnega boja je drnato izražena v geslu Boj za svobodo in kruh ostaja danes enako pomembna in aktualna, vendar jo moramo prevesti v sedanje razmere in jo razčleniti na ključne sestavine. Kaj pravzaprav danes pomeni boj za svobodo in kruh? To pomeni, da se je zdaj in tu potrebno boriti. Zato, da ljudje v svojem neposrednem okolju celovito in odgovorno odločajo o reševanju vseh vprašanj, ki zadevajo pogoje in perspektivo za življenje. Torej, gre za varovanje narave in zdravega okolja, dostopnost do javnih storitev, ohranjanje socialnih pravic. Boriti se je potrebno, odločno, za preprečitev čezatlantskih sporazumov o trgovini in naložbah, ki bodo Slovence oropali, oziroma oropali možnosti, da odločajo o temeljih življenja, o pitni vodi, o zdravi hrani, javnem šolstvu in zdravstvu, zaposlovanju in temeljnih pravicah delavcev, javnih storitvah in obveščanju. Boriti se je potrebno za to v imenu svobode, da se ob ustavni pravici do pitne vode ponovno spostavi sistem pravičnega plačila za pošteno delo in da se razvijajo sindikalne oblike povezovanja zaposlenih, ki bodo take cilje omogočali. Boriti se je treba za slovensko vojsko, ki bo dobro opremljena, usposobljena in plačana za učinkovito, morebitno obrambo naše neodvisnosti in učinkovito pomoč v najhujših naravnih nesrečah, ne pa za sodelovanje v operacijah, ki pomagajo velikemu kapitalu pri obvladovanju in uničevanju sveta in vsega živega.
V boju za te cilje, ki koreninijo v vrednotah narodno-osvobodilnega boja, pa so ob znanju potrebni upornost, pogum, vztrajnost, pokončnost. Prav te vrline lahko črpamo iz tega enkratnega boja za slovenski narodni obstoj. Zato bomo na popackani zid zgodovinskega spomina kar naprej s ponosom pisali OF in vzklikali živela OF. Vsem nagrajencem, počakamo še fotografe. Mislim, da smo zaključili. Hvala, še en aplavz za vse. Prva vrsta še manj sedi, zadnja se ostane. Pa še kakšno? Hvala vam, lahko počasti. Še kratek kulturni zaključek sledi, zato prosim, če se še malo posedete. Sedaj pa vas prosim, da ponovno prisluhnete partizanskemu pevskemu zboru pod vodstvom profesorja Franca Gornika in se o pesmi spomnimo, zakaj se še vedno trudimo, ne obupamo in nikoli ne bomo obupali. Bratje k soncu svobodi.
mesečino. Tovariši šli so naprej v napad. Tu našel si zadnjo globino, moj brat. Poslednjič sem te videl tu med bori, samotno ždečimi v kipečem snegu. Še dolgo si strmel za mano v bregu, ko sem v globel se spuščal po gazeh. Kaj ni v očeh ti vpilo? Daj govori, povej glasno, da bo ves svet prisluhnil strahoto naših dni. Svet se potuhnil je vase, zvija pred norci se po tleh. Z resnico po kosteh ljudi oplazi, morda shodilo bo, kar danes lazi. Mar ni slovo naročal tvoj nasmeh? Če jaz umolknil, kdaj bi tu med bori, prijatelj, daj še zame spregovori. Umolknil si. Tvoj glas po vseh poteh. Svobodna Slovenija. vsakega naroda, saj imamo vsi ljudje enako pravico do svobodnega življenja. Hkrati pa je upor tudi vrednota našega naroda. S tem je uradni del seje današnje slavnostne seje zaključen. Sledi mu manj uraden del ob klepetu in prigrizku. Še enkrat iskrene čestitke vsem prejemnikom plaket. Hey!